Spoštovano občinstvo, lepo pozdravljeni. Smo v drugem in zadnjem krogu letošnjih krajevnih volitev. V kar nekaj občinah imamo po dva kandidata, ki se borita za mesto župana. Med temi občinami je tudi Gornja Radgona, z menoj pa eden od dveh kandidatov, Dušan Zagorc. Pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, spoštovane občanke in občani občine Gornja Radgona, predvsem pa drage volivke in volivci. Prvi krog je mimo, bilo je 8 kandidatov, kar nekako samo po sebi že napoveduje drugi krog. Uvrstili ste se vanj, je mogoče reči pričakovano, nepričakovano, pa morda kakšen je bil ta prvi krog? Bilo je 7 kandidatov, od tega ena ženska. Pričakoval sem drugi krog, to moram odkrito povedati, pričakoval sem seveda tudi več glasov, ampak v prvem krogu se razbija. Sedaj za nami so vse analize, kakorkoli smo pogledali, kje je kdo nas volil. V občinskem svetu imamo 2 svetniški mesti, tako da gremo naprej. Jaz upam, da bom tudi v drugem krogu uspešen, da bom postal župan občine Gornja Radgona. Je mogoče že zdaj govoriti o tem, kar ste rekli, se pravi 2 svetniški mesti, o povezovanju, o tem, kakšna je slika, kakšna se kaže v občinskem svetu? Ja, jaz sem znan kot dober povezovalec, tudi združevalec in že v tem času, prejšnji teden, ta teden, sem znal povezati tudi vse kandidate in kandidatko, torej so kandidate, da smo se že malo sestali in si kako povedali. Ugotovili smo, da imamo skupne programe, podobne programe in tako, da bomo šli naprej. Tako me podpirajo seveda v tem prvem krogu, ker me poznajo kot odkritega, poštenega, povezovalnega človeka, poznanega Radgončana kot dolgoletnega ravnatelja, ker sem znal delati v kolektivnem duhu. Seveda sem se povezal tudi s vsemi strankami, predsedniki strank, ki so dobili mesto v občinskem svetu. Seveda matematika je tu tista, ki največ šteje, 21 članov in članic občinskega sveta imamo, pač ni nihče kaj preveč dobil, torej 4, 3, 2, 1, tako je razmerje, največ je 4 glasovi so. Če še ostaneva pri tem, rekli ste, omenili ravnateljstvo, zdaj ste dobro leto neravnatelj. Kakšna je bila ta aktivizacija, če tako rečem, spet to intenzivno delo, ali je bilo vmes toliko drugih obveznosti, da ni bilo kakšnega posebnega preskoka zdaj v to kampanjo? Ko sem se lansko leto po 27 letih s 1. septembrom upokojil, seveda sem še bil aktiven, ampak nekaj mi je manjkalo. Jaz sem bil po 12-14 ur prisoten v šoli, delal sem za šolo in nekako tako vzdušje, tak tempo sem pogrešal. Zato sem se pač 1. oktobra letos dokončno odločil, da stopim na to pot. Kajti 1. oktober je nekako zaznamuje moje dneve in tudi občinski praznik. Odločitev je bila, nagovorjen sem bil, odločil sem se, zdaj povratka ni, gremo do konca. Moj delavnik bo trajal tudi do 10 ur, napovedujete volivcem, pa tudi, da v drugi krog vstopate še večjim optimizmom in zagnanostjo. Kaj to pomeni? Ja, tako sem zapisal v razmišljanjih, ko nagovarjaš volivke in volivce. Meni čas ni omejen, že do sedaj sem znal razdeliti, čeprav pravi za upokojence, da nimaš časa, pri meni ravno obratno. Jaz sem rad med ljudmi, jaz se rad pogovarjam, prisluhnem, znam se pogovarjati in če bo treba, bom 10 ur tudi na terenu, na občini, manj pisarni, ampak samo takrat pisarni županski, ko bo potrebno, da bodo kakšni razgovori, pogovori. In to je to. Omenili ste že, da bo potrebno sodelovanje, povezovanje, dogovarjanje, da ste s kandidati iz prvega kroga tudi že govorili o tem. Kaj ste ugotovili oziroma zakaj naj bi šel glas volivcem vam? Predvsem zato, ker dosedanje 4-letno delo v občinskem svetu me je krepilo in nekaterih stvari nisem mogel speljati, tudi z dogovorjem. In nekatere stvari smo zamujali v občini Gornja Radgona, dobesedno zamujali, nismo pravočasno reagirali, nismo znali pravočasno narediti nekaterih projektov. Nismo znali romati tudi v Ljubljano, kajti lista, ki je do sedaj tudi kandidira dosedanji župan, Stanislav Rojko, niso imeli sogovornika v Ljubljani.
to vemo, taka je praksa, žal tudi v Sloveniji, da ti vrata odpirajo predvsem strankarski prijatelji. Ne glede na kateri stranki si. Liste mogoče manj pomeni iz manjših občin. Takšen sem, da bo treba romati več, se dogovarjati, potrkati na vrata in biti vztrajen. Vztrajnost je tudi ena moja dobra čednost. Zdaj nekateri predstavniki strank so hodili že tudi v tem predvolilnem času naokrog. Se vam zdi to podpora oziroma je to pomembno pri kandidaturi? Seveda je. Vsaka podpora je zelo pomembna. Vsak ima svoj krog volivcev, tudi če je 10%, 5%. Zdaj te volivce sokandidatov tudi sam nagovarjam. Tudi zaprošam predsednike, naj se dogovorijo in dajo glas meni, kajti želim delati bolje, kot se dela do sedaj. In nagovarjam tudi volivke in volivce, tiste, ki niso šli za volitve. Preko tistih, ki so že šli in dali glas zame. Tu še širim bazo in želim, da še naprej razmišljajo in dajo glas zame. Nagovarjam pa tudi volivce stranke Liste za Gornjo Radgono, da malo premislijo, ali so dali prav glas. Premislijo in se vprašajo, ali je res bolje tisto odločitev. In dejansko trdim, da je, da dajo glas meni. 54% približno je bila udeležba, tudi sicer po državi tu nekje, kar je več kot prej. To je zanimivo, to je tudi pravimo spodbudno in prav, da vendarle ljudje odločajo. V drugem krogu zna biti torej volivcev manj. Kaj pričakujete? Ja, aktivizacija tistih volivcev, ki ne hodijo, je zelo naporna na volitve, mislim. Zato pričakujem, da bomo vsak po svoji liniji aktivirali še volivke in volivce, da pridejo v nedeljo dati svoj glas, torej 2. decembra za mene, ki seveda sem po številko 2. Naporna je ta zadeva, ampak verjamem v zdrav razum, v poštenost, odkritost vseh volivk in volivcev, da sem jaz prava izbira. Upam, da bo še malo več volivcev prišlo, pričakujem in seveda tudi želim. Če morda naštejete za konec še kakšne konkretne stvari, po katerih se morda tudi razlikujete od protikandidatov oziroma projekte, ki bi jih bilo po vašem res nujno urediti, speljati? Seveda je največji projekt vse ceste, krajevne ceste, občinske ceste. Ne more se zgoditi leto 2016, ko nobene ceste v naši občini nismo zgradili. Take stvari so nedopustne, vedno je treba sistemsko delati in tudi s hitrejšimi koraki. Tu se razlikujem. Razlikujem se na primer pri gradnji krožišča v Gornji Radgoni, kjer je sedaj semafor. Tu so bila pisanja na ministrstvu, srednje inštitucije, ampak čakati, da bo nekdo odgovoril in ga prosi, ponujati naše usluge, ne. Po izkušnjah nekaterih županov iz sosednjih občin, Svetana, Benedikt, Lenart, ko so imeli projekte pripravljene in ko so videli, da je zrelo, so takoj šli v Ljubljano. Torej, treba je črkati na vsa sredstva. Sam bom seveda si zavzemal še, da bo še več sredstev prišlo iz evropskih strukturnih skladov. Tu bo treba poiskati dobre veze tudi in ne nazadnje. Tu je moja danost, da znam odpreti vrata. Predvsem pa bom prisluhnil županom, vsem občanom na ta način, da v pogovorih, v direktnih stikih z njimi bom imel seveda tudi spletno stran, novo spletno stran Glas občanov. Naj se sliši glas občanov, danes je to zelo pomembno. Da tudi prebereš tisto, kar napišejo. In to, kar se sam razlikujem od protikandidata, da znam dati tudi pravočasen odgovor. Ne zamujam, sem strokoven, pregledam se stvari in predvsem strokovne rešitve. Če strokovnjaki rečejo, da nekatera rešitev ni dobra, se ne bom zaganjal in delal nekatere ceste na ad hoc, čeprav vemo, da jih bomo kmalu zopet rušili. Nagovor volivcem ob koncu klepeta. Spoštovane volivke in volivci, nedelja 2. december je zopet trenutek, da stopite na volišče, tam, kamor ste povabljeni. Izbira je med dvema. Mislim, da se boste prav odločili.
odločite se za kandidata Dušana Zagorca, ki zaupa vas, vi pa zaupate meni. Ne bom vas razočaral. Srečno na volitvah. Hvala za obisk, sicer se bomo tule na soočenju še srečali. Vam, spoštovani, pa hvala, ker ste naju gledali.